Pozdravljeni. Jaz sem Mladen Dolar, sicer filozof, profesor na Filozofski fakulteti, in tukaj z mano je Mirt Komel, ki je docent na FDV-ju sicer, ampak tokrat se sploh ne bova pogovarjala z tega stališča filozofije ali univerze. Tukaj je Mirt kot pisatelj, ki je doslej izdal 3 romane in pogovarjal se o njegovem zadnjem romanu, ki ima naslov Detektiv Dante. Zdaj, Mirt, poznava se dolgo. Če me prav spomin ne vara, si pred kakšnimi 10 leti pri meni delal doktorat. Ampak zdaj, kot rečeno, po tem doktoratu si začel objavljati dejansko literaturo. Prvi roman Pianistov dotik 2015, drugi roman Med Sočje 2018 in zdaj tretji roman Detektiv Dante 2021, vsaka 3 leta. Prva 2 romana sta bila v najožjem izboru za Kresnika. Prvi je že preveden v več jezikov, italijanščino, nemščino in tako naprej. Skratka, ko sva se spoznala kot filozofa. Govorila sva kar nekaj let samo o tem. No, zdaj se pač pogovarjajo v neki popolnoma drugi konstelaciji. Postal si zelo uspešen pisatelj potem, na enem srečanju ob doktoratu. In najprej bi ti postavil neko generalno vprašanje, namreč, če gledam te 3 tvoje romane. Pianistov dotik, ki je bil, torej zame, ki sem poznal tvoj stil pisanja in tako naprej, ki smo morali toliko časa skupaj delati, je bil totalno presenečenje, odkritje. Zdaj se mi je res roman velike ambicije, izjemno dobro napisan. In roman pač govori, zame si kot neko figuro Glena Goulda, pianista, mitičnega, govori o vprašanju dotika, o statusu glasbe, o statusu genija, o statusu umetnika v nekem sodobnem svetu, o nemožnosti dotika. Skratka, postavljen je bil znotraj neke refleksije umetnosti in možnosti umetnosti v sodobnem svetu, mogoče, recimo. To je en način, kako lahko gledamo na to. In možnosti dotika v sodobnem svetu, ker je dotik postal nekaj zelo reificiranega. Zdaj, če sem bil presenečen na tvojem prvem romanu, sem bil prav tako presenečen na drugim, ampak iz popolnoma drugačnih razlogov. Namreč drugi roman in tretji nekako si stopil v žanr kriminalke, če ne tako rečem. Nič v prvem romanu ni zares napovedovalo, da bo drugi roman se dogajal pač Med Sočju in da gre za neko torej klasično kriminalno zgodbo z vsemi, ob kateri mogoče slutiti vse sorte metafizičnih razsežnosti. In ta tretji roman tudi nadaljuje po tej poti pač kriminalke, recimo žanrske literature. In moje prvo vprašanje je to, kako si prišel od Pianistovega dotika, kako si padel v kriminalko v žanrsko literaturo? Ja, za današnji pogovor sem se predvsem spraševal, kako sem padel v to situacijo, da se po 10 letih znova znajdem v tej situaciji, da sem pri svojem učitelju in ki me sprašuje in jaz moram odgovarjati in po možnosti pravilno, čeprav mogoče je tudi lepota žanra literature ta, da ni pravilnih odgovorov. Za razliko od filozofije, literature ni pravilnih odgovorov. So pa napačni. So pa napačni in različne estetike napačnosti. In to mislim, da je, rekel, da dobra literatura spodleti na lep način. To bi bil, mislim, taka minimalna definicija literature. Ampak da grem neposredno na tvoje vprašanje. Pianistov dotik sem zastavil kot nadaljevanje. Ti veš, ker sem se konzultiral pri tebi več kot mnogokrat. Navsezadnje kot dober učitelj mi dal pravega avtorja za tisto temo, ki me je takrat zanimalo. To je vprašanje dotika. Si mi predstavil francoskega filozofa Jean-Luc Nancyja, ki je Derridaga označil kot največjega misleca filozofa dotika. In ne naključno mislim, da je tudi Nancy, že sicer je zaslovel po Evropi in svetu, ampak mislim, da je to pravi filozof za današnji čas, za čas pandemije, kjer je
eden izmed stvari, ki jih je najbolj prizadela pandemija na vsakdanji izkustveni ravni, je ravno dotik. In da je Nancy mogoče kot ravno mislec dotika pravi avtor, ki je danes za ga brati. Meni je Nancy ponudil in bil eden izmed spodbud za to temo dotika. Ne nazadnje sem tudi za Glena Goulda zvedel od tebe, za tega norega kanadskega pianista, od katerega me je bolj kot muzikološka kurioziteta, ne, njegove specifične interpretacije Bacha in klasiko nasploh, me je pritegnil ta droben biografski detajl, da je Glenn Gould razvil skozi življenje to fobijo dotika, in to me je tako zelo pritegnilo, bolj kot tema, kot vprašanje, kot uganka, kako človek razvija tak tip fobije, to specifičen, klinično rečeno delire de touché, in kako človek s tem hendla, še zlasti, če je pianist. Kolikor je pianistika in glasba nasploh stvar dotika, stvar takta v tem najširšem in dobesednem in metaforičnem smislu besede. Preskok iz pianista do Mezzočija je pa prišel iz popolnoma druge strani. Jaz sem velik fan v dobrem in zelo Davida Lyncha nasploh in še posebej njegovega Twin Peaksa. In ko sem gledal Twin Peaks in živel v krajih, kjer živim, v Gorici in Goriški in Soški dolini, sem imel feeling, da Twin Peaks bi mogel biti posnet v Soški dolini, da to je pravi kraj, kjer bi to moglo biti posneto in se odvijati. In kot fan detektivk, ki jih berem praktično od malega, mislim, kdo ni bral, ker bi bil majhen Sherlock Holmes, ampak res sem skozi celo življenje razvil to ljubezen do detektivke in me je v bistvu potem ta izkušnja s pianistom in dotikom spodbudila, da mogoče pa sem zmožen spisati eno detektivko, ki bo tako kot Twin Peaks za specifično svoje ameriško okolje se odvila potem v mojih krajih, kjer bi lahko povedal neko sorodno zgodbo v tem smislu. In tako kot Twin Peaks, tisto, kar me pri Twin Peaksu v bistvu najbolj fasciniralo, je bilo umetniško gledano, je bilo način, kako je Twin Peaks naredil ta pastiš različnih žanrov, ne? Kako je v bistvu s to hrbtenico in rdečo nitijo detektivke, ne, ki glavna seveda vprašanje in gonilo jedro samega Twin Peaksa je vprašanje, kdo je bil Lauro Palmer, in to je bilo seveda nekaj, kar je gnalo in že takrat pač v času prvih predvajanj na ameriških televizijah in čez par let tudi po Evropi, vključno Slovenijo. Ampak tisto, kar je mogoče trajnostno pri Twin Peaksu, ne, ker drugače detektivke imajo to mogoče malo nesrečno usodo, ne, da je njihov lifespan, njihova življenjska doba je zelo kratka, ne, in ponavadi se interes za njih dokler ne izveš, da je morilec. Dokler ne izveš, da je morilec, in potem je to gre po zlu. In večina detektivk, mislim, da je zato tudi danes popularnih, zato ker so zelo priročne, zelo so skladne z kapitalistično potrošniško ideologijo, ne, da v bistvu je zelo priročna potrošna roba, ne? Ta žanr kot žanr. Ampak z Mezzočijem sem poskušal narediti, če ne že vsebinsko, pa vsaj, ko bi rekel, duhovno nadaljevati pianista dotika, v smislu, da sem poskušal zagrabiti malo širšo zgodbo, tudi žanrsko gledano, kolikor Mezzoči poskuša, tako kot Twin Peaks, mešati različne žanre, od noirja, hororja, paranormalnega, in vseeno in kljub temu ohraniti tisto osnovno detektivsko strukturo, ne, ki je, mislim, da bistvena. Ja, v bistvu počasi moramo priti do detektiva Dante, tista knjiga, o kateri se pravzaprav zdaj pogovarjamo. In v bistvu me je presenetila tudi tretja knjiga, ampak spet na čisto drugačen način. Namreč v bistvu je to podvprašanje prejšnjega vprašanja, lotil si se detektivke, lotil si se z recimo tem duhovnim ozadjem Twin Peaksa, in to ozadje se ves čas čuti nekako, ne, kot atmosfera, ki drži vso zadevo po konci, predstavljena na Goriško. No, tretja knjiga pa je predzgodba druge knjige, ne. Se pravi, vrnil si se od teh junakov, pač Tloma, ki nastopajo v Mezzočiju,
si se vrnil korak nazaj in pripeljal v bistvu Tloma do tistega stanja, tistega dogodka, ki je začetek druge knjige. Ne? Se pravi, zakaj predzgodba? Začnemo zgodbo, zdaj gremo nazaj. Malo zato, ker konec Mecočja pravzaprav ne da ne dopušča nadaljevanja, ampak dopušča preveč možnih nadaljevanj, da bi lahko neposredno šel v to. Se mi je pa Tlom, vsaj meni se mi zdel tako zanimiv lik, da sem hotel razviti, kako bi rekel, Tlom pre ante, Tlom pred Mecočjem. Kaj, mogoče tudi podobno kot pri pianistu, sorodno vprašanje, vprašanje izvora, kaj pripelje nekega človeka do takega stanja, kot je Glenn Gould / Gabriel Goldman z svojo fobijo dotika, oziroma Tlom s tem, kar mu dogaja potem v Mecočju. Kot predzgodba pa mislim, da ima drugi razlog, mogoče da povem še to, je pa ta, da pravzaprav nočem pisati žanrske literature, nočem delati serije, detektivske serije z protagonistom, detektivom in to potem izčrpati do enomoglosti in strukturo in lik in celotno dogajanje. In je bil to mogoče tak, kako bi rekel, izhod v sili, da namesto nadaljevanja napišem predzgodbo, da potem zaokroži na en drugi način. Ne izključujem pa kljub vsemu nadaljevanja, me mika, imam neke neoblikovane ideje, kako bi potem lahko sklenil v smislu, da bi to bila zaključena trilogija. Bi napredoval nazaj v času še enkrat? Pravzaprav oboje hkrati, špekuliram, igram se z različnimi idejami, ampak zagotovo bi nadaljevanje moralo iti tako, da bi se začelo v prihodnosti po Mecočju, ampak potem regrediralo nazaj proti detektivu Dantiju. No, še nekaj besed bomo morali reči o žanrski literaturi. In zdaj, če si hotel ali ne, najbrž nisi imel tega namena, ampak nekako si se vpisal v dogajanje v Sloveniji v zadnjih 6-7 letih, kjer smo dobili, ne vem, Tadeja Goloba, že malo prej Avgusta Demšarja, Mojco Širok, spravi celo vrsto nekih avtorjev, ki so se lotili kriminalke na novo, in dobili smo prvo nadaljevanko televizijsko, drugo nadaljevanko televizijsko, zdaj se snema tretja po Tadeju Golobu in videti nenadoma, da Slovenci postajamo novi Skandinavci. Te knjige so postale zelo popularne, tudi tvoje se zelo dobro prodajajo, Tadej Golob ima uspešnice in televizijske nadaljevanke so take, da izpraznijo mesta, nenadoma se vsi prilepijo, mislim, ne vem, kdaj se to zadnji v Sloveniji zgodili. Twin Peaks verjetno. Twin Peaks mogoče, ja. No, mislim, skratka, kaj se je zgodilo s Slovenijo, ali Slovenija postaja Skandinavija, kaj pomeni ta vzpon te žanrske literature, ki je nenadoma dobila veliko vidnost. In ti si absolutno eden od akterjev tega. Če bi poskusil reflektirati zdaj ta vzpon, ponovno vzpon renesansa, bi rekel, mislim, da ima slovenska literatura, slovenska detektivka ima svojo tradicijo, ki ni tako znana, mislim, da je bila vedno bolj, boš ti bolj vedel iz zgodovine slovenske literature, ampak ni bila tako popularen žanr, kot je danes. Je obstajala, je obstajala kot zelo marginalen žanr, je obstajala Ljuba Prener, mislim, ki je neka simpatična figura, zanimiva, ampak historično zanimiva, ampak da bi resnično obstajal kot žanr, ki bi se masovno kupoval, po katerim bi se nadaljevanke delale, tega ni bilo nikoli. To je res fenomen tako v zadnjih 7 let, se mi zdi, največ 10. Mislim, da je tle prelomnica bila Jezero od Tadeja Goloba, da je uspel prevesti, tako rekoč, skandinoir detektivko v slovensko okolje. Zakaj se je to prijelo? Mogoče bo odgovor bolj jasen, potem, ko bo konec tega vala, da bomo lahko, mogoče kot moment filozofije, bomo za nazaj pogledali, zakaj je tako uspelo v Sloveniji. Kaj nam je zgodovina hotela povedati s tem? Zakaj točno v tem obdobju, da smo se lotili tega? Sicer pa je zanimivo, da je ta ravno v Sloveniji, kjer, kako bi rekel, ne bi pričakoval človek, ker če pogledamo, kako bi rekel, realno stanje kriminalistike, koliko sem uspel preko svojih prijateljev, kriminalistov, ki so mi zelo pomagali tudi in že pri Mecočju in tudi pri detektivu Dantiju,
recimo, ko smo se pogovarjali o umorih na Slovenskih, je zelo zanimivo vedeti, da so umori na Slovenskih zelo banalne zadeve. No, mislim, dobro, malo težki izraz sem uporabil, za umor je vedno zelo resna stvar in zelo tragičen dogodek za vse vpletene, ampak z vidika estetike umora, da tako rečem, so umori zelo predvidljivi. Ponavadi praviloma gre za umor v družini, razlog so čustva, najbolj pogosto ljubosumje, in praviloma se tudi morilec vedno potem preda policiji, najkasneje po enem tednu. To je nekako statistično. Tako, noben slovenski morilec ne prenese tega občutka krivde, ki si ga nakopa z samim umorom. In v tem smislu nimamo, kako bi rekel, v realnem življenju nekih zelo zanimivih zgodb in inšpiracij. Ne? Zato je toliko bolj zanimivo, kako da se primajo tukaj mogoče tudi kot neka imaginarna kompenzacija tega, da nimamo dovolj realnih umorov. Ne? Ja, to je tisto, kar se mi zdi zanimivo na kriminalki kot žanru, in jaz sem tudi delival to strast, jaz sem tudi fan, pač preberem veliko kriminalk že od nekdaj. No. Zanimivo je to, da pač kriminalke si reče, kriminalka mora bi se ukvarjati s kriminalom, kao, ne. Ampak če zdaj pogledamo kriminal, 99% kriminala je popolnoma dolgočasno. Ima neki lopovi drobni, neki ropi, neke tatvine, neke goljufije, neki se spričkajo sosedje, prebutajo, karkoli. Mislim, to 99% kriminala je to, ne. In tisti del kriminalitete, ki predstavlja umori, je pravzaprav zanemarljivo majhen, ne. Ampak kriminalka ne more biti kriminalka brez umora. Se pravi, obstaja samo en resničen crime, ki ga lahko obravnava crime novel, in to je umor. Ne? Se pravi, ultimativni zločin. Ne? In tle je zanimivo več stvari. Mislim, eno je to, da zakaj, mislim, Slovenija je tle mogoče na isti način zanimiva kot Skandinavija, ker in v Skandinaviji in v Sloveniji je realno umorov zelo malo. Kriminalke se ne pišejo, ne vem, na Jamajki, ki ima najvišje stopnje umorov, ali pa Braziliji, ki ima drugo najvišje stopnje umorov, bojda, ne, statistično. Vedno se piše v nekih krajih, kjer je življenje dosti umirjeno, umorov imamo nekih 20 na leto, največ 40, mislim, malo njihove številke, ampak to je procentualno izjemno malo. Zpravi, v nekih umirjenih sredinah nenadoma začne bujno cveteti domišljija. In še dodatno zanimivo, mislim, zakaj je toliko ženskih pisk kriminalk in prvovrstnih. Od Agate Christie pa do Tanje French, do katere mogoče še pridemo, ne? Galerija velikih dam, ne? Kriminalk. Res tisti kapo dol, ne? Najboljše, prav med najboljšimi so bile vedno top, so bile ženske. In če pogledamo statistiko, pa, ko bi rekel, umor je v 90%, po svetovni statistiki, blizu 90% umorov zgrešijo moški. Spravi, kaj žene zdaj vse te punce, da nenadoma si zamišljajo vse te krvave umore, pa zapletene pedigreje teh umorov, pa zapletene iskanje in tako naprej, medtem ko dejansko pač ženske ne ubijajo, ne? Pa zelo redko. Ne? Skratka, mislim, zanimiv žanr. Prvič, zakaj umor? Mislim, zakaj rabimo truplo? Ne? Ker na nek način nas to navaja na neke zelo elementarne, na premislek o zelo elementarni družbeni vezi. Kdaj, pod kakšnimi pogoji je nekdo, kdo ima pravico do nasilja, kdo si lahko vzame pravico do nasilja, pod kakšnimi pogoji nastane nasilje. Ne, malo predolg sem, sorry. Veliko inspirativnih miselnih tokov za zagrabiti, ampak mogoče, če začnem na koncu z vprašanjem žensk in umorov. No, malo v šali, malo zares bi lahko rekel, da ženska redko stori umor, ampak ko ga stori dobro. In da enako velja tudi za literaturo detektivke. Da so ženske pisce, jaz osebno favoriziram ženske pisce, še zlasti recimo za detektiv Dante so mi bile v inspiracijo 3 velike, še živeče in mislim, da najboljše predstavnice in tega žanra in širše, ne samo detektivskega, ampak tudi tega, čemu se v amerikanščini reče psihološki roman, psychological crime novel. In sicer
Donna Tartt v prvi vrsti, ne, z predvsem svojim romanom Secret History, skrivna zgodovina, ki je nekako umor izpeljan po nazaj, veš točno, kdo je umoril koga, ampak tisto, kar je potem gonilo celotnega romana, in v tem je zelo mojstrsko izpeljan celoten roman z vsem grškim imaginarijem in tako naprej, gre za študente filologije, zaprt krog študentov filologije, izpeljano, zakaj ga umorijo. In tisti, zakaj je potem to gonilo. Ni ta hudanit, kdo je umoril, ampak zakaj so umorili. Druga je Gillian Flynn, ne, od Gone Girl pa še zlasti Sharp Objects, vse so bili tudi ekranizirani TV serije, filmi, izjemno popularni. Še zlasti mislim, da zato, ker je Gillian Flynn nekdo, ki je zelo natančno obravnaval realne umore v Združenih državah Amerike in je zelo dobro naštudirala to sceno, ne, real crime sceno, s katero se sicer ljubiteljsko ukvarjajo v Ameriki, v državi tudi, kjer se zgodi en umor tako rekoč na par minut praktično. Je zanimivo potem ta fascinacija populacije z realnimi zločinskimi primeri. In tretja, mogoče najbolj dovršena v tem in, kako bi rekel, duhovni dedič Agathe Christie, irska pisateljica, nam obema ljuba, Tana French, svojo Dublin Murder Squad series, kjer je dejansko mislim, da jo lahko vzamemo kot paradigmo ravno na pol poti med tem ameriškim hardboiled detective novel in skandinoarom. In v tem smislu tudi najbližje temu, kar lahko provizorično imenujemo slow noir. Slow noir. Slow noir novel. Mogoče se bo prijeli. Z drugega konca, mogoče to drugo istočnico, ki si mi jo dal, umor je zagotovo krona vseh zločinov in iz tega vidika mislim, da je detektivski žanr in lik detektiva tako fascinanten, zato ker to je, tako kot pravi sama Tana French, recimo v enem svojem romanu, ne, vsi mislijo, da so alfa predators oziroma alfa plenilci, morilci, ampak pravi alfa plenilci so detektivi, ki lovijo morilce. Ne. In v tem smislu poskušajo narediti nekaj družbeno gledano zelo nemogoče, poskušajo narediti to, kar Hegel v filozofiji prava imenuje narediti storjeno za nestorjeno. Kako narediš storjeno za nestorjeno, tako da ne moreš povrniti več človeka, ki je umrl v življenje, lahko pa dobiš in seveda terjaš odgovornosti od tistega, ki je umor zagrešil. Samo dejanje umora je v tem smislu prekršitev, če govorimo v tradiciji, filozofski tradiciji, ki jo seveda poznaš veliko boljše od mene, družbene pogodbe, gre za kršitev osnovnega načela družbene pogodbe in to je načela suverenosti. Ne? Kdo je prosto pogamen, kdo je suveren, tisti, ki v osnovi lahko bi rekli znotraj tega žanra, tisti, ki lahko nekaznovano vzame življenje. In naloga detektiva je točno to, da nekdo nekaznovano vzame življenje. To je, mislim, da ultimativni politični zastavek tudi potem detektivke. Umor, ki na koncu ni razrešen, ne samo, da krši žanrska pravila, to je najmanj, ampak problem je temu, da proizvede neko realno travmo, ki potem ostaje. Recimo, če vzamemo za primer prvi roman Tane French, nekaj, kar ni ponovila potem v nobenem drugem, en del tiste zgodbe, tistega izvornega pravmora treh otrok, ki gre v gost in samo eden se vrne živ, ostane nerazrešen in to povzroči pri vseh nas fenih. Jaz nisem mogel spati, ko sem končal tisti roman in sem gotovo, da ta del zgodbe ni razrešen potem na koncu, za razliko od samega umora. Mislim, tako realno travma proizvede. Ne? Ja, Buhvar, da se roman detektivka konča brez, da se razreši umor. Njeno pojasnilo si se zelo dobro, zakaj je to naredila. Zelo zavestno je to naredila, no, ampak pustimo. Pa tudi, ja, morilec je frajer, ne? Če gledaš hierarhijo ljudi v zaporu, ne? Morilci so na vrhu. Na dnu so pa pedofili pa posiljevalci. Mislim, tisti, ki so pa najnižji, najnižja kasta. Ne? Obstoji hierarhija zločinov, skratka. Kaj so? Kateri so tisti, ki nagovarjajo pač domišljijo? Ja, zdaj bi ti postavil eno malo daljše vprašanje. No? Mislim, ob pianistovem dotiku, ob tvojem prvem romanu,
se je zgodilo, da je Jure Simoniti, naš kolega, filozof, dejansko napisal nek cel tekst, kritičen tekst, ki je izšel v primerjalni književnosti, ki je najuglednejša revija o tem v Sloveniji. Tekst ima naslov Moderni romani, invencija narativne neskončnosti, premisleki o branju Penistovega dotika Mirta Komelja. Ne zgodi se zlepa, da bi takole leto ali dve potem, ko izide roman, 3 leta, nek sodobni romanopisec dobil neko v priznani reviji tako poglobljeno študijo, ki postavlja tvoj roman pač v neko celo serijo, pač romana 19. stoletja, 20. stoletja in specifično skozi problem konca. Kako se lahko roman konča? Mislim, cel njegov tekst, dolg tekst, ki je malo zahteven, ampak zelo, zelo lucidno napisan. In tukaj bom prebral samo en odstavek zdaj iz tega, kar je Jure napisal. Medtem ko je 19. stoletje junaku še dovolilo, da se njegova zgodba konča, pa čeprav večinoma tragično, 20. stoletje prikazuje svet v procesu izgube simbolne strukture, kar junaka obsoja na narativno neskončnost. Pravi, nemožnost konca. Pri Pianistovem dotiku, romanu 21. stoletja, pa izginja še celo ta poslednja razlika med simbolno investituro in zaostajanjem realnosti. Zato lahko Komeljev junak postane le še povsem nedotakljivi monument sredi razčaranega sveta. Spravi, stvar se konča za neko, niti ne možnost do konca, še hujše na nek način. Ta ostane nek monument sredi razčaranega sveta. Spravi, gre za tega glasbenika, ki je pač pianist in ki na koncu vendarle pride do trenutka razsvetljenja, piše svojo skladbo, postane glasbenik. In kaj stori v tistem trenutku? To skladbo zažge in jo vrže skozi okno. Se pravi, stvarnik, ki uniči svojo lastno stvaritev in konča se z besedo nič. Vrže pač to stvar v nič. Tisto, kar ustvari na koncu, je nič. In tako se je končal tvoj prvi roman, ki je doživel dejansko to kritično presojo. Mislim, prav najverjetno kritično presojo, pri nas je literarna kritika. Redko se zgodi, da ljudje resno kritično pišejo o sodobni literaturi slovenski. In zdaj drugi roman se prav tako konča z razpadom sveta. V nekem trenutku, ko bi se vsi zgrnili na tloma in pride do potresa, seveda, kaj če bi drugega posočil kot potres. In pravzaprav nek svet razpade. Mislim, ni več vprašanje, kdo je morilec ali karkoli, kdo je kriv, ali kdo je na kateri strani, ampak dejansko cel svet razpade. In tudi tretji roman se konča na neki kritični točki, ko pač kako se v slovenščini reče spoiler alert? Kvarnik. Da ne bomo spoiler alert, ampak vendarle, pač, kaj ne rečem, morilca primejo. In v tem soočenju s tlomom se tudi, lahko pogledamo, kaj je zadnja stran, da malo citiramo. Pravi, zavrti se mi v glavi, da se moram oprijeti ograje na mostu, on pa še kar naprej stoji tam in se mi zlovešče smeji, medtem ko ga še zadnjič, preden se obrnem in grem, pogledam v oči, v njih pa zagledam popolnega tujca. Kdo si ti v resnici? Tudi se konča na trenutku nekega razpada ali nekega totalnega zlomljenja vprašanja. Mogoče analognega tistemu niču, ki se je pojavil na koncu pianista. Mislim, sprašujem te zdaj po koncih tvojih 3 romanov. Obstaja med njimi analogija ali mislim... Najprej se moram nadzahvaliti Juretu Simonitiju, da se je spustil v to. Jaz sem bil počaščen, ko mi je poslal prvo verzijo tega članka, kjer mislim, da je odlika, tako kot si izpostavil, je predvsem ta, da za razliko od velike večine literarne kritike, vsaj tudi te, ki sem jo, ko bi rekel, izkusil na lastni koži, je odlika Simonitijeva članka v temu, da ne vrednoti, ne moralizira in ne evalvira, pač pa analizira. In to zelo strogo pojmovno gre v tekst in razgrne, zakaj tekst gre. Ne da bi povzemal zgodbo in ne da bi potem evalviral pa vrednoto pa oznake poskušal nalimati na knjigo ali avtorja. In tisto, kar Simoniti potegne ven kot
vprašanje konca je analogno seveda vprašanju rojstva. In Simoniti branje je pač kot Simoniti zagotovo filozof od glave do peta in njegova teza zadeva pač vprašanje modernega subjekta in v liku protagonistu pianista vidi uprizoritev rojstva subjekta in njegov konec oziroma to, kako se svet dvigne na noge in potem na koncu tudi sesuje. Jaz mislim, da to v literaturi malo da ne tako, kot so se že na poti do Novega mesta pogovarjala, da je to malo da ne za literaturo neka strukturna nujnost, ne, da noben modern sodobni roman ne more se končati s tradicionalnim koncem, tako rečem. S poroko, happy ending. To so stvari, pač, ki so ostale v preteklosti. Sodobni roman se mora končati na način, da tako rekoč se sam sebe razdere. In v tem smislu je tukaj zelo priročna primera Penelopine Preje, da čez dan stke in zvečer raztke tisto, kar je čez dan sama stkala. In da to je mogoče tisto, kar je tudi roman oziroma literaturo, nasploh mislim, da sodobno literaturo druži z filozofijo, kolikor je mišljenje tudi, če pogledamo zgodovino filozofije, nobena filozofija, vsaka filozofija si zada, da bo zdaj, kako bi rekel, odgovorila na tista ključna metafizična in druga vprašanja, da bo, kako bi rekel, dala zadnjo, da bo izrekla zadnjo besedo, postavila zadnjo piko, ne, ampak ni to, naloga filozofije ni postaviti zadnjo piko, naloga filozofije je postaviti še eno vprašanje več. Ne. In v tem smislu mislim, da sta si filozofija pa literatura zelo blizu. In tudi, kar se tiče v bistvu tega strukturnega momenta konca. In misliš, da obstaja ta strukturna analogija med tvojimi tremi konci vseh treh romanov? Jaz mislim, da absolutno to drži. Je pa res zanimivo mi je to, da preden si jo izrekel, nisem sam pomislil, nisem, kako bi rekel, zavestno racionalno poskušal izkleniti na ta način, ampak zagotovo drži, pri čemer mogoče detektiv Dante tukaj iz povsem banalnih razlogov, ki sem jih prej omenil, zakaj sem se odločil za prequel, ne za sequel, ampak da na nek način se poigramo tudi s to mislijo glede nadaljevanja, da bi struktura bila ciklična v tem smislu, ne, da nimamo linearno napredovanje od začetka do konca, ampak da je to zgodba, ki je tako rekoč, ki se avtopoetično nadgrajuje in hodi v krogih, tako rečem. No, mogoče imam eno kratko še komplementarno vprašanje k temu. Namreč vprašanje, dva strukturna velika problema sta za vsakega romanopisca. Problem konca pa problem prvega stavka. Če postavim vprašanje na nasprotnem koncu, se pravi, kako začeti? Mislim, kaj je prvi stavek? In pianistov dotik se mi zdi, se res začne nekako paradigmatsko, vzorno. Prav, začne se kot stvaritev, začne se z stavkom tema, pika. Brezčasna, brezbarvna, breztežna, betežna praznina, brez mene, tebe, njega ali kogar ali česarkoli drugega. Nič za to. In potem naprej pač cel odstavek in na koncu odstavka luč, pika. Se pravi, imamo pot od teme do luči, se pravi, imamo neko iznič iz te teme, ki je brezbarvna, breztežna, brez kogarkoli, tako rekoč kreacijo ex nihilo, kreacijo nekega sveta. Ne? In mislim, v tem pogledu se mi zdi, da je na nek način paradigmatski vstop v to. Na kakšen način se, bolj generalno, na kakšen način se ukvarja s problemom prvega stavka? Mislim, literatura je obtežena, tradicija literarna je obtežena z famoznimi prvimi stavki. Dolgo sem hodil zgodaj spat, recimo. Prust, pa potem sledi sedem debelih knjig. Ali pa vse srečne družine so enake, nesrečne pa vsaka po svoje. In tako naprej. Mislim pač, ali nekdo je moral očrniti Jozefa H., so ga nekega ne prijeli. Mislim, imaš izjemno, žanr prvih stavkov, premislek, ali pa Call me Ishmael, ta je mogoče najboljši. Call me Ishmael iz Moby Dicka. Kakšen je tvoj premislek prvega stavka? Kako začneš? Kaj je tesnoba prvega stavka? Ne vem.
tesnoba tudi odgovarjanja na to tesnobo prvega stavka, ampak zelo konkretno pri pianistovem dotiku v bistvu ta začetek ni bil izvorni začetek. Začetek je bil tisto, kar je potem drugi odstavek in je bil, dodal sem ga na koncu, ko sem imel konec. Mogoče tudi kot poskus odgovora na prejšnje vprašanje. Ja, kot simetrično odgovarja temu niču, ki je na koncu. Da če se je končal v nič, da se ne bo na začetku to luč postoritev ex nihilo, tistega, kar bo potem se upepelilo na koncu. Pri Mecoču mogoče bilo lažje, ker stoji na začetku tisto uredniško pojasnilo, ki ga je spisal Mirko Melt, ki je dobil rokopis Tlomov in tisto je začetek, pravi začetek romana, ki pa dejansko sem ga spisal na začetku. Imel sem samo idejo tega, da se najde nek rokopis v od potresa porušenem kraju. In zdaj ta moment mogoče izgradnje in sesutje sveta je, jaz mislim, da za vsak roman to drži. Ne glede na to, kje se začne in kje se konča. Kar nekje, mislim, vsak roman ima malo strukture sanj. V sanjah tudi se začne kar nekje, nikoli ne začneš, kako bi rekel, na začetku. Ne začneš, kako vstaneš iz postelje. Pianistov dotik se začne na začetku. Začne se iz tebe. V prvem odstavku prihodi razdaljo od teme do luči. Pri detektivu Dante si pa se odločil za čisto drugo strategijo. Danes zjutraj me je poklical na sestanek direktor Goriške policijske uprave, da mi dodeli prav posebno preiskovalno nalogo. Ta je pa media stres, ta je popolnoma drug tip začetka. Začetek preiskave samega preiskovalca. To je mogoče bil ta mogoče bolj sproščen tudi začetek. Detektiv Dante je bil za razliko od Mecočja, kako bi rekel, detektiv Dante se odvija v Gorici, ki jo prav dobro poznam, tudi roman sem v večini potem končaval z vsemi detajli, do, kako bi rekel, zadnje bilke trave, od zadnje bilke trave do prve nežne trirese, ki je bistvena za samo preiskavo v času pandemije, ko je bilo, kako bi rekel, sprehajalni domet je bil zamejen na moj domorodno Gorico in Kromberk in industrijsko cono Kromberk, pa bližnji gost. Tako da, kako bi rekel, so vsi te... Se pravi, roman se dogaja do meja, do katerih si se smel sprehajati v času pandemije. Tako je. Pandemija malo tako gledališko zamenila samo na te 3 kilometre, da tako rečem. Medtem ko Mecoče je bil veliko večji izziv, ker je bilo treba dejansko postaviti cel svet. Cel kraj je bilo treba sestaviti. Sicer ne iz nič, kot pri pianistu, ampak iz različnih kosov in elementov Soške doline, od Tolmina do Kobarida, kako bi rekel, glavno estetiko pa je seveda posodil kanal ob Soči, ki mislim, da je kraj na Soški dolini, najlepši kraj. Tak Piran ob Soči, da če upravim slovensko arhitekturno estetsko metaforiko. Tisto, kar bi bila osnovno vodilo in ideja, je bila zopet ta Twin Peaks, zaradi katerega sva z ženo tudi dejansko potovala v Seattle oziroma okolico Seattle s Snoqualmi, ker sem si predstavljal, da bom vedel sem, da je bil tam sneman Twin Peaks, poznal sem iz seveda TV serije in posnetkov snemanj in tako naprej lokacije, imeli smo skratka vse na dlanje, ampak jaz sem si zelo naivno, zelo otroče naivno predstavljal, da bom tam našel ta Twin Peaks, kako bi rekel, v enem kosu, in seveda, ko priješ tja in še zlasti v Ameriki se razdalje kar nekaj podvijo, vidiš, da so lokacije snemane tudi po, ne sem 50, tudi po 100 pa 200 km oddaljene ena od druge in da v bistvu Twin Peaks tako rekoč iz različnih elementov ne samo žanrski pastiš, ampak tudi arhitekturni in topološki pastiš sestavljen skupaj. In to mi je bilo potem inšpiracija, da se da sestaviti Mecočje kot nek plauzibilen kraj v Soški dolini, ki bi bil umetno ustvarjen, pa vendarle deloval enako privlačljivo, kot da se sprehajaš in greš na kavo v kanalu ob Soči, v tisto slaščičarno, ki je posodila tudi teraso, recimo v samem romanu. Če imamo čas, imam še 2 vprašanje, nekako, ki bi jih res rad ob tem zastavil. Naslov knjige je Detektiv Dante. In vprašal bi te po tej referenci na Danteja.
Ne? Mislim, Dante je subplot, subtekst, podtekst nekako celote. In že pač v Motu se začne z začetkom božanske komedije. Bom prebral. Na sredi pota našega življenja sem gozdu črnemu zašel v globine, ker pot sem zgrešil pravega hotenja. Kako povem naj, kaj sem bolečine prestal v tej hosti, mračni in zakleti, ko strah me je, če se ozrem spomine. In ta mračni gost, La Selva Oscura, ta famozni začetek, pač Ledvina komedija, dejansko igra zelo centralno vlogo v romanu. Dejansko mislim, da to ni samo moto, ampak je ta Selva Oscura, v katerega je zašel Dante, dejansko je na nek način centralni dogajalni kraj na zadnje. Tam se zgodi, kar se zgodi bistvenega v celem romanu. Ne? In ob tem ta tlom citira Sementija kar Danteja, tista ladja se imenuje Beatrice in tako naprej. Se pravi, referenc takole posutih, mimogrednih na Danteja je precej. Ne? In tudi pač neka malo mitološka zgodovina govori o tem, da je bil Dante dejansko bil v teh krajih, da je bil na Goriškem Tolminu, na Krasu je, ne vem, vam pokažejo vsaj 6, če ne 10 jam, kjer vam vsakič prisežejo. To je točno tista jama, pri kateri je Dante dobil inspiracijo za pekel. Ne? Se pravi, dejansko je najbrž bil v teh krajih. Ne? Se pravi, Dante je na nek način, ja, bil naš človek. Ja, naš človek, no, mislim, neka realna prezenca nekje zadaj. Ne? Kaj je ta podtekst, stalni podtekst Danteja? Kaj ti pomeni? Na kakšen način je upleten v tvojo narativno strukturo? Če pustim pri kraju moje zelo osebne estetske preference in zaljubljenost v Dantejevo pesništvo, je način, na katerega sem ga poskusil stkati v sam tekst, mislim, da je temu botrovalo predvsem to, da obstaja neka, mislim, da zelo bližnja sorodnost med detektivko in poezijo. In to je ena sama točka, in to je točka metafore. Ne? Ko vemo iz zgodovine filozofije, Aristotel v svoji retoriki definira metaforo za razliko od primere kot uganko. Metafora se od primere razlikuje po tem, ko v običajni govorici uporabljamo izraz metafora, dejansko mislimo primere, ko rečemo, ne vem, če uporabimo klasične primere, Ahil se je kot lev pognal proti sovragu, je to primera. Če pa recimo Homer zapiše, lev se je pognal proti Trojancov, moramo sami uganiti, vedeti, da je to Ahil. In to je prava metafora. Metafora je vedno uganka, ker je en člen nujno umanjka in tisti člen moraš uganiti, tako rekoč deducirati ven iz same metafore. Pričemer zakaj se mi zdi ta Aristotelova teorija tako zanimiva? Zato, ker predpostavlja to, da metafore enkrat, ko pridejo v tekočo rabo, niso več metafore. Postanejo že same metafore tudi primere. In da metafora mora vedno imeti ta moment novega, moment presenečenja, ta moment zastavitve uganke bralcu ali slušatelju, ki mora, kako bi rekel, predvsem investirati za to, da ugane, kateri tisti člen, ki manjka in ki potem daje smisel celoti. In Dante seveda kot pesnik je mojster metafor, ki jih stke v besedilo, katere širši zastavek je pa seveda alegorija. Mislim, Dante je brat, njegovo božansko komedijo brat, za razliko od La Vita Nova, recimo njegove sonete lahko beremo zelo dobesedno, ne alegorično. Pač to je pesniški, autobiografski zapis ljubezni, ki ga je tako pretresla in te ljubezni, ki ga je pripeljala potem do božanske komedije, ki pa je alegorija v prvi vrsti. Enako zmotno bi bilo brati dobesedno božansko komedijo, kot je dobesedno brati staro zavezo ali pa novo zavezo, če smo v istem krščanskem registru rečeno. In v tem smislu je, mislim, da tudi detektivski primer, umor, ki ga mora detektiv razrešiti in s katerim bralec tekmuje, je v tem smislu metafora in sama detektivka kot celoten narativ, kot celotna zgodba, pa je, mislim, da nekaj zelo alegoričnega, ker skozi zgodbo enega samega, par likov, pač detektiva, žrtve, morilca in vseh vpletenih ljudi, osumljencev, ki spadajo zraven,
pisec detektivke vedno, pa da to hoče ali noče, pa da mu to uspe ali ne, pripoveduje zgodbo celotne skupnosti, celotne družbe. In v tem smislu je detektivka tudi alegorija in v tem smislu mislim, da tudi presega same žanrske meje. Že po definiciji žanra, kot žanr detektivke presega svoje lastne meje. In Dante znotraj tega je še metafora znotraj metafore. Ali dodatna spodbuda k metafori. Ali je mal, kako bi rekel, metafora z dvojnim dnom. Lahko zelo enostavno rečemo, da je Dante ključ, ki odklepa ta metaforična vrata. Ja, tako. In dvojno dno. Ne? Eno dno je pač sama detektivska zgodba, kdo je morilec, kaj se v resnici zgodilo in tako naprej. Pod to zgodbo imamo še podzgodbo, ki teče pod taljo. Ampak to je mogoče bolj za ljubitelje, poznavalce literature, ki lahko potem razberejo ta podtekst. Ne? Drugače seveda deluje lahko zgolj kot okras. Ne? No, še eno vprašanje imam, ki je bistveno v bistvu za strukturo romana, ki kar naprej se na določene načine pojavlja. No, ta glavni junak, pač Haris Izmail je dodeljen Keriku Tlomu, ki bo potem tudi junak med Sočo in tako naprej. In to še ni spoiler alert, to se zgodi na ni potreben spoiler alert, to se zgodi na prvih 20 straneh. Dodeljen je k Eriku Tlomu in ko pride k njemu v to pisarno, kaj vidi, da ima Tlom na mizi, citiram, predavanje splošne lingvistike, spravi Saussure, problemi splošne lingvistike, spravi Benveniste, lingvistični in drugi spisi, spravi Jakobson, 4 temeljni koncepti psihoanalize, ok, Lacan, glas in fenomen, se pravi Derrida, jasno delo, se pravi Milner in haptolingvistika, se pravi, ta človek ima... Pardon, si opazil, da vse razen zadnje knjige so iz tvojega seznama za izpit iz strukturalizma in psihoanalize, na tako literatura študijska. Ja, študijska literatura. No, skratka, človek je tam detektiv, ne, se zelo resno ukvarja z lingvistiko, bere klasike moderne lingvistike in ima neko lingvistično obsesijo. No, mislim, Dante mu pravi tudi zato, ker skozi citira Danteja, ampak ima neko zelo temeljno lingvistično obsesijo z besednimi igrami in z obsesijo s tem, da zelo pozorno posluša izjave različnih osumljencev, zasliševancev ali karkoli in jih lovi na drobne lingvistične cake. Na to, katera beseda je poudarjena, kakšno je zaporedje besed, kakšno je zaporedje stavkov. Spravi, zadnji je neka cela ideja o tem, da je jezik izdajalski, no? Da se pač da drobna lingvistična analiza pokaže, lahko loči laž od resnice, recimo. Da jezik izda veliko več, kot hočemo, da izda, da nikoli ne obvladamo svojega jezika. In obenem je notri tudi ena cela teorija besedne igre. Ne? Recimo za zgodbo kasneje, tudi tle ni potreben več kot toliko spoiler alert, mislim, recimo to, da se ena figura punca imenuje Selina in žena od Tloma se imenuje Lina in ujemanje tega dvojega odigra neko vlogo v sami zgodbi. Se pravi, naključno ujemanje besed. Se pravi, besedne igre niso kar tako. Ta besedne igre, s katerimi je malo obseden ta Tlom, ne, imajo neke svoje daljnosežne implikacije. In malo bi te vprašal, kaj je status tega lingvistične analize, se pravi, cela lingvistična kriminalistika, ki zdaj obstaja, ki se zelo razvija in vem, da si povezan z ljudmi, ki se s tem ukvarjajo, ne, ki se ne ukvarjajo več s tem, da bi ti dal elektrode na... Poligraf, elektrode na prste, ampak se ukvarjajo s tem, da reš, poglej, kaj je stavek, poglej, kaj je človek rekel. Ne? Nikar elektrode, ne? Dovolj lingvistika. Ne? No in poleg tega bi te vprašal, zadnji naslov od teh je haptolingvistika. To je mogoče tisti naslov, s katerim se bralci še tako dobro informirani ne bodo dobro znašli. Kaj je to? Ja, ideja v ozadju je zagotovo tisto, kar se je razvilo predvsem v ZDA pod oznako lingvistična forenzika, ampak mislim, da je obstajala že prej, da lahko, kako bi rekel, zametke najdemo in v zelo zgodnih policijskih, detektivskih preiskovalnih praksah že iz začetka 19. stoletja, in to je
preprosto pobiranje izjav prič in osumljencev in na podlagi izjav preverjanje ne samo, mislim, koliko so izjave ustrezne realnosti, no, recimo zelo preprosto, to je bil osnovna metoda. Že pri razvoju žanra lahko vidimo, kako pri Conanu Doyleu pa tja do Agathe Christie, kako igrajo analize, spontane analize, neznanstvene analize izjav prič in osumljencev veliko vlogo potem pri preiskovanju, malo da ne ekvivalentno tistim famoznim in v detektivski literaturi že tako klišejskim zadevam, da jih ne moreš uporabiti ne brez nevarnosti. Če jih že uporabiš, jih moraš uporabiti z določenim twistom, da od cigaretnih ogorkov do prstnih odtisov, odtisa čevljev in tega, kar je pač v osnovi področje tega, kako telo pušča sledi v svetu. Analogom tega je zagotovo tako, kako če govorimo v klasični grški govorici, filozofski govorici, kako duša pušča odtise. In duša pušča odtise, seveda ne na način telesa, ne na način odtisov prstnih ali kakšnih drugačnih, ampak na način izjav. Izjave so v bistvu odtisi duše. In indice, ki jih išče preiskovalec, ki je osredotočen samo na ta moment jezika, so seveda narejeni iz tega teksta. Se nahajajo v tem tekstu, se skrivajo v tekstu, natanko na tistih točkah, kjer nas govorica izdane. Kot uči psihoanaliza, recimo najbolj enostaven primer in mislim, da genijalen v svoji preprostosti je spodrsljaj jezika. Tisto, kar je bilo zelo ljubo Lekanov primer za demonstracijo tega, kaj pomeni nezavedno strukturiran kot govorica, je to, ko rečemo nekaj drugega od tega, kar smo nameravali. In ta osnovni lapsus je seveda najbolj priročen indic, da se je nekomu zareklo, ker nikoli se ti ne zarečejo besede, niti same besede, niti situacije, nekdaj nekaj. Kako. In to je seveda lahko za preiskovalno detektivsko delo izjemno koristno, ker kaže, če drugega ne nujno na razliko med resnico in lažjo, ampak vsaj na neko diskrepanco, na nek, če uporabim psihoanalitski izraz, na nek simptom, da nekaj tam je, tako kot nekaj sumljivega se tam zgodilo. Sicer pa se je razvila v Ameriki ta lingvistična forenzika in zanimivo mi je videti to, da ista dva človeka, edina dva pravzaprav poligrafista v Sloveniji, kriminalista, sta, kako bi rekel, malo da ne ljubiteljsko, ker to ni še zakonom uveljavljeno, da bi veljalo na sodišču in tako naprej, se ukvarjata z lingvistično forenziko. In zelo zanimivo mi je zato, ker to, kako bi rekel, fun fact, ampak ko sem pisal to med Sočjo, ko sem snoval ta idejo tega detektiva, ki se ozira ne na faktična dejstva telesa, ampak na izjave, nisem še vedel niti za celotno tradicijo lingvistične forenzike in ko sem srečal ta dva človeka, ki se ukvarjata s tem, smo se tukaj tako, kako bi rekel, to je bila ljubezen na prvi stavek, če smem tako reči, ker mi je bilo zelo zanimivo, da ona dva kot poligrafista, kako deluje poligraf? Poligraf meri v bistvu telesne reakcije, skozi različne parametre. Tisto, kar pa meri lingvistična analiza, je pa ravno to netelesnost jezika. In kako potem tam, če tako rečem, duša, psiha spodleti in pokaže kot indic, pokaže na nekaj, kar šepa v celotni zadevi. Samo eno podvprašanje. A ona dva sta prešla od poligrafa k lingvistični forenziki ali mislite, da je to komplementarna metoda? Dobro vprašanje. Mislim, še vedno izvajata poligrafijo, ta se pa usposobila za lingvistično forenziko in jo izvajata, ampak, ko rečeno, zato ker nima pravne veljave potem na sodišču, je to zgolj ponavadi se uporablja zgolj za informacijo, za podkrepiti mogoče kakšno tezo, ki jo dajo, se pravi za pomoč kriminalistom pri preiskavi. Saj tudi poligraf, mislim, nima sodne veljave, je pa samo eden izmed načinov demonstracije, nekdo se odloči, da bo šel na poligraf in ste dokazal svojo resnicoljubnost ali pa nekoga drugega se poskuša spraviti. Mislim, oboje ima enako negotov status v Sloveniji in ne obvelja na sodišču. To je dobro vprašanje, bi bilo za njima zastaviti mogoče za kakšne druge priložnosti, če bomo imeli tudi kriminaliste, da vprašajo, kaj si mislijo o sodobni slovenski detektiv, ki bi bilo po moje zelo zanimivo videti, še zlasti na podlagi lastnih izkušenj.
tisto, kar sem hotel samo še dodati, je to, da način, na katerega Tlom pristopa, ni tako zelo, ker potem tam se hecajo iz njega, da je zelo očitno je preveč izobražen za kriminalista, hkrati pa omenjam, da imamo prijatelja kriminalista, tako zato, ker hočem pokazati, da obstajajo kriminalisti, ki se dejansko zanimajo tudi za zelo intelektualne probleme, statusa jezika, nezavednega in tako naprej. Ne, in se ukvarjajo s tem jaz bi rekel, posebno teoretski ravni, v smislu, da to jim nič ne koristi pri svoji preiskovalni praksi, neposredno, ampak jih je praksa spodbudila k temu, da so si zastavili to vprašanje. In v tem smislu je Tlom po njima modeliran tudi. Pa si tema dvema frendoma dal to brat? Med Sočije sta že prebrala, Detektiv Dante mislim, da še ni prišel do njih, ker zaradi vseh... Zelo nisi imel tako kot testno bravstvo, da bi ugotovila... Ja, enemu sem dal že prej beta verzijo Detektiva Danteja. Če obstaja kakšne ne protislovja z običajno policijsko prakso, pa kaj? No? So mi pomagali pri teh tudi osnovnih, ne samo eden izmed njih dveh, ampak tudi drugi policist iz novogoriške postaje, pa še en bivši kriminalist, ki je bil na goriški postaji zaposlen v 90-ih. Predvsem zato, da sem dobil mal feeling, kako se razvija, če lahko tako rečem, zločin na Goriškem, no? Ali pa kaj bi bil ta distinktivno goriški zločin. In recimo vsi trije primeri so posneti, da tako rečem, iz realnih primerov. So seveda tukaj estetizirani, literarizirani, hiperbolirani, ampak v osnovi so vsi trije modelirani po treh primerih, realnih primerih, ki so se zgodili na Goriškem. Z vsemi motivi v ozadju. Hočeš še reči kaj o haptolingvistiki? Haptolingvistika mislim, da je zlahka. Haptolingvistika je drugače v svojem drugem življenju, da tako rečem, če smem citirati Goetheja, dvoje src bije v prsih mojih in tisto drugo srce, ki bije za filozofijo, znotraj katere sem se ukvarjal predvsem z lingvistiko in tega, kako lingvistika opredeljuje jezik, ker gre zelo enostavno za ta zastavek, da če je lingvistika dojemala jezik predvsem, če zelo poenostavi na podlagi pogleda in glasu, na podlagi vizualnega in akustičnega stimulusa, lingvistično rečeno, če je jezik razgradila na te osnovne elemente, ki so bodisi grafemi, kolikor govorimo o zapisanem jeziku, bodisi fonemi, kolikor govorimo o govorjenem jeziku, je bil ta moj poskus kovanja koncepta haptema, način, kako pokazati na taktilno, haptično vrednost samega jezika, način, kako se nas jezik dotakne. No in mogoče, da se vrnem na stavek, ki si me ga poprej navrgel s tem, kako potem tak človek, ki je tako zelo osredotočen pri svojem preiskovalnem delu, kot je Erik Tlom na same izjave, na stavke, na jezike, je potem cena, ki jo plača, zato je natanko to, da za njega ima jezik, kako bi rekel, večjo realnost. Haptično vrednost. Haptično vrednost. In deluje na njega veliko bolj realno, kot delujejo objemi ali pa urezi ali pa metki. No, Mirt, ne vem, pogovori si običajno končajo z standardnim vprašanjem. Kaj pišeš zdaj, kaj so plani, kam naprej, kaj je naslednji projekt, če hočeš o tem kaj reči? No, mogoče samo toliko, da je naslednji projekt ni detektivka, to lahko rečem, pač pa je roman, ki ga pišem že od vstaj 2013, dogaja se namreč v enem samem dnevu v paralelnem svetu Slovenije v Ljubljani, ker se v 24 urah odvijajo zgodbe treh ljudi, ki so na tej... Kaj, Ulikses, skratka. Vstaje, naslov je Akiles, ki hoče seveda se zgledovati po Uliksesu, temu, da je moj poskus, a se da v slovenščini pisati Joyceovsko, a se da pisati to, čemu se v lakanovščini reče, je jezik, a slovenščina premore je jezikovnost samega teksta. Vsak jezik premore, po mojem. No, izziv je, kako se da iz tega narediti literarni tekst. No, to je to, čemu se posvečam. In ta roman je dejansko stal nekaj časa v predalu, ne, potem, ko je vstajništvo pač zamenjalo oblast, nekako sem izgubil tudi inšpiracijo za to.
srečo tega romana in nesrečo vseh nas je Janša ponovno na oblasti in je spodbudil me, da sem spet primal ta roman in ga nadaljeval. Pa upam, da se bo končalo tako kot prvič. S tem upanjem mislim, da boljšega zaključka si človek ne bi mogel predstavljati. Dobro, Mirt, najlepša hvala. Hvala tebi, Mladen.